Dober dan in lepo pozdravljeni na našem današnjem popoldanskem srečanju. Danes se bomo pogovarjali o cepljenju proti virusu HPV. Nekaj podobnih dogodkov, namenjenih pogovoru o cepljenju, smo že imeli, zato ker se nam zdi v MČM Slovenija zelo pomembno, da govorimo o teh tematikah, da naslavljamo vprašanja in da skušamo javnosti približati to tematiko. Danes bomo torej govorili predvsem o cepljenju proti virusu HPV, ki je precej pogosta bolezen, ki prizadene tako ženske kot moške in se jo da s preprostim ukrepom, kot je recimo pravočasno cepljenje, tudi povsem odpraviti. V moji družbi tako danes pozdravljam docenta doktorja Leona Megliča, specialista ginekologije in porodničarstva z Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Gospod Meglič, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli danes čas za klepet z nami. Pozdravljeni, hvala lepa za povabilo tudi vam. Ob tem pa naj še v bistvu vse udeležence današnjega pogovora pozovem, da lahko gostu ves čas pogovora postavljate tudi vprašanja v okvirček za pogovor in se bova potrudila, da bova odgovorila na vse. Docent doktor Meglič, zdaj pa začneva. Pa dajva najprej kakšno besedo reči mogoče o cepljenju na splošno. Malo smo se tega že dotaknili pred začetkom dogodka. V zadnjih letih oziroma mogoče celo desetletjih opažamo vse večjo zadržanost ljudi do cepljenja. V družbi pa se vnemajo tudi zelo ostre razprave tistih, ki cepljenje podpirajo in tistih, ki cepljenju nasprotujejo. Zakaj je po vašem mnenju tako in čemu gre pripisati nezaupanje cepljenju? Torej, problem je pravzaprav precej širok, nikakor ne enostaven za razložiti, tudi ni nujno seveda, da vsem, kar bom povedal, imel prav, pa vendar. Posebno vzhodni blok, kamor po nekem ključu štejemo tudi mi, se pravi bivše države iz socializma, posebne svobode pri izbiri cepljenja v preteklosti niso imeli. Če se spomnite, tisti, ki niste pretirano mladi, kako je izgledalo ob izbruhu črnih koz, nikogar niso spraševali, ali se ti cepil, a veter prav piha, a luna zadosti sveti, a se ti res strinjaš in tako dalje. Cepili so. In izkorenili smo epidemijo, ki je trkala na evropska vrata v enem tednu. Nič ni bilo velikega zgodb in tako naprej. Ljudje pa seveda so potem vstopili v tako imenovano demokracijo, ki jo vsak razume malo po svoje. Predvsem jo pa razume, da ima neskončno svojih svobod in ne razume, da pač se svoboda neha takrat, ko trčiš ob pravice nekoga drugega. Tako, mislim, vsakemu je kristalno jasno, da pač po cesti ne smeš divjati, ne vem, 180 na uro, čeprav bi se takrat res počutil svobodnega in res bi ti, če bi imel kaj več las kot jaz, vihrala, z glave lasje in bi res živel neko polno življenje in tako naprej, ampak s tem ogrožaš, če že sebe odšteješ vse druge udeležence v prometu, in zato tega ne smeš početi in to ti je jasno. Ampak če pa s tem, da se ti ne cepiš, ogroziš nekoga, ki se ne sme cepiti, zato ker ima neke druge zdravstvene težave in s tem svojim necepljenjem, s tem svojo svobodo, ki si jo izbral, ogrožaš druge, tega pa ne vidiš. To je problem. Vstopati skratka teh nekdaj nedemokratičnih držav v demokratično obdobje in seveda njihovih prebivalcev predvsem, kako zdaj absolutno jemljejo to demokracijo zase. Druga stvar, ki sem jo nedavno poslušal, razlaga, da bolj kot je država ekonomsko razvita, tem manj ljudi se je pripravljeno cepiti. Tem manj ljudi verjame v cepljenje in oziroma v to, da je dejansko nek javnozdravstveni problem možno reševati tudi s cepljenjem oziroma predvsem s cepljenjem. Mogoče bo na daljši rok ta pandemija, ki smo zdaj priča, vendarle stvari nekoliko spremenila, mogoče, ampak zaenkrat še nismo tam. Se pravi, drug pomen, in torej očitno je Slovenija vsaj po teh kazalcih tudi med ekonomsko dobro razvitimi državami.
Potem imamo še druge vidike vse te zgodbe, zakaj se ljudje ne želijo cepiti. Eden bistvenih je, da imamo izjemno kratek skupinski spomin. Izjemno kratek pomeni, da generacije, ki so, jaz se komaj spomnim, vsi mlajši od mene, pa se ne spomnijo več, kako so izgledale epidemije poliomielitisa v Sloveniji. Koliko sošolcev oziroma bomo rekli, iz osnovne šole, v katero sem hodil, otrok je zbolelo za poliomielitisom, kako je to izgledalo, predno so nas začeli cepiti. Kakšni so bili ti otroci? Marsikateri je bil podoben tem, ki imajo danes cerebralno paralizo po načinu gibanja in tako naprej. Večinoma možgansko popolnoma neprizadetih, motorično pa zelo. In cepljenje, ki je zaščitilo cele generacije otrok, je bilo, mislim, to je to, medicina stopa z velikimi koraki. Danes tega nihče ne vidi. Ne vidijo posledic rdečk, ne vidijo posledic črnih kost, ne vidijo velikih epidemij ni, da bi jih ljudje opazovali. In lej, se nič ne zgodi, zakaj se pa cepijo, se nič ni. Skratka, ta izjemno kratkoživost spomina je nažalost izjemna. In pol tisto, kar sva tudi prej spregovorila pred uradnim začetkom današnjega srečanja, je nažalost, bomo rekli v tem primeru, dr. Google. Stopiš do dr. Googla, nekaj noter vtipkaš in potem imaš 5 mnenj. Pojma nimaš, kdo so ti ljudje, katerih mnenja bereš. A imajo kaj več kot končano osnovno šolo? A so se mogoče celo življenje posvečali borbi proti virusom, cepljenjem, javno-epidemiološkim slikam, ali imajo zgolj občutek na vodi, da tole ni dobro, da bi ob tem, ko bi pač se vstopili v društvo za zaščito peteršilja, radi še kakšne druge stvari v življenju popravila. In lej, tudi oni svetujejo, da nekar se cepiti. In zdaj ti, uporabnik Googla, to prebereš in lej, ta dva sta enak vredna, njuno mnenje enak šteje. A veš, ni važno, da se je on toliko šolal, ima pa ta zato bolj občutek za peteršilj. Da bomo se zdaj tako 50-50 dali možnosti, koga bomo poslušali, mislim, noro. Všeč mi je bilo, ko ste prej rekel, dr. Google je poguben, ta stavek mi je všeč. Ampak zakaj se pa recimo po vašem mnenju pojavlja ta trend v družbi, to, kar ste zdaj omenili, da v bistvu dostikrat bolj zaupamo nekim neznancem z interneta ali pa skeptikom, kot pa dejansko zdravnikom, ki to študirajo že vrsto let in so strokovnjaki na svojem področju. Ena od bistvenih stvari seveda je, in to so tudi vse mogoče študije pokazale, kakšen je pristop tega, ki te bo cepil, ali stroke, ki naj bi te cepila, do samega cepljenja. Ali je zdaj to v stilu, oprostite, da živim, mi bi vas radi cepili, pa zdaj smo tukaj s tole injekcijo, če vi dovolite, da vas malo zbodemo, z ene strani, in oni, ki vpijejo, kva nas boste cepili, zdaj nam boste pa nek čip noter pod kožo dali, pol nam boste pa sledili od sekreta do kuhnje, pa od kuhnje na vrt pa nazaj, pa do unih. Skratka, jasno bi bilo treba povedati na drugačen način ljudem, da se nimajo česa bati, obratno, naj bojo hvaležni, da imajo možnost, da se proti velikim in pogubnim boleznim lahko na ta način zaščitijo sebe in druge okoli sebe. Da je to edina stvar, da je verjetno zapleto tako gromozansko majhne z današnjimi cepivi, da je komaj vredno omembe. In vendar, bova rekla, ljudje nimajo tega občutka, nimajo zaupanja v ljudi, ki pač ne znajo resno povedati, takole je, tole treba narediti, takole se stvari rešujejo, ampak tam nekaj, kako bi rekel, politično korektni do vseh, do muhe na stropu in do ne vem česa, blata na tleh, nikomur se nič ne sme reči in pol je pač to tako. Ljudje pa nimajo, ker nažalost živimo v družbi, da kdor se bolj dere, ima bolj prav. Ne kdor zares pove pravi argument, kdo je bolj glasen, tisti ima prav, nažalost, tudi v tem sferi. Ko glih govoriva o tej temi, sva že dobila tudi eno vprašanje, in sicer strani naše Vide, ki je tudi koordinatorka naše komisije za zdravstvo in kakovost bivanja, ki se s tematiko tudi zelo veliko ukvarja, in jo zanima, če mislite, da bi mogli biti zdravniki bolj glasni. Pravi, da so dostikrat preslišani oziroma jih povozi nek opinion maker. Kakšno je vaše mnenje o tem? Absolutno se lahko s tem samo strinjam. Pretihi so
mogoče imamo tudi ta svoj PR, ne kot posameznik, pa kot inštitucija premalo razvit, premalo udaren, bi rekel tudi premalo neustrašen, ne. Tako da ljudje, ki pa sva rekla prej, bazirajo na tem, kdo se bolj dere, kdo ima večji poudarek za nekatere stvari, ne, temu se bolj verjame, se bi mogoče mogli tudi mi iz tega piedestala, pa se nismo bolj strokovni sestopati, pa z enakimi stvarmi v bistvu nastopati nazaj. Se pravi, da poleg tega, da argumentirano govorimo in imamo za seboj znanost, tudi na glas govorimo. Pa še eno vprašanje, mogoče vezano na to temo, potem pa gremo naprej. Kaj pa je po vašem mnenju največji strah ljudi, da se ne odločajo za cepljenje in kako recimo kot zdravnik gledate na to, pa še mogoče, kaj svetujete vašim prijateljem, ko vas vprašajo, ne vem, a naj se cepim za gripo, recimo? Oba dva dela vprašanja sta v bistvu zelo dobra, ne. Na ta prvem delu bi rekli, da se ti strahovi kar množijo, zakaj vse se ljudje ne bi cepili, ne. Prve zgodbe so pač bile, ko so bila ta cepiva razvita in sodobna cepiva seveda delujejo popolnoma drugače, razen da je končni efekt, da za neko boleznjo ne boš zbolel, ker si cepljena, ne. Ampak so bila cepiva, kot je bil prej omenjeni poliomielitis, ne. Torej, po takšni vakcinaciji je nekaj, ampak nekaj posameznikov lahko dejansko zbolelo zaradi same vakcine. Ampak 10.000 cepljenih pa niso nikakor več zboleli in tudi ne bodo. Ampak vsi so tistih parih videli, a ne, onih nekaj 100, ki bi jih zbolelo, če se ne bi cepili, pa ni videl nihče. Ne, in to je bila prva stvar, če se boš cepila, zboliš, ne. In v enem čist mičkenem delčku so imeli prav. Potem so bile te druge zgodbe, kaj vse se ti lahko zgodi pri cepljenju, pa imaš reakcijo, pa te stvari, pa une. Ja, seveda, po vsaki stvari, ki jo vzameš, celo po jogurtu zjutraj, ki ga sladilniku vzameš, imaš lahko neko reakcijo. Se spomnim, kako je bilo, ko so v Avstriji cepili proti HPV-ju bolj uspešno kot mi in je neko dekle umrlo. Umrlo 14 dni po cepljenju. Cel halo je bil, ne, njihovo cepljenje je padlo na tla. Mediji so pa veselo zapisali, da pač deklica je 14 dni potem, ko se je cepila proti HPV-ju, umrla, a ne. Seveda, skazalo se je, da nima veze s cepljenjem, pač otrok bil bolan, da je imela tumor in tako naprej, česar starši niso dovolili objaviti, dali so šli do kardinala avstrijskega, da so nekako uspeli starše prepričati, kaj se dogaja in da je treba vendarle pristopiti tudi drugače, se pravi, to zavezo molčečnosti presekati v splošno dobro, a ne. Ampak enako bi veljalo, če bi rekli, 14 dni potem, ko je za zajtrk jedla 2 na oko pečeni jajci, je deklica umrla. Enako točno bi bilo, kot je bilo tista druga vest, ne. Samo to nikogar ne zanima, ne, a veste. V tem so te problemi. Skratka, ljudje se bojijo, da bodo neke hude posledice nastopile po tem cepljenju. Zdaj to, kar je novejšega, ne, in ko tudi sam rečeš, kva, se pa ljudje bojijo, da bojo pa zdaj dobili vase nek čip, ki jim bo povsod sledil, da bodo pod nadzorom, da bodo to ono. Mislim, to niso več samo teorije zarote, ne. To so razne paranoidne motnje, ampak, a ne. Po drugi strani pa, ko me sprašujejo, ne, a naj se cepijo, a naj se ne cepijo, vedno je odgovor, cepite se. Če nimate enega resnega razloga, da se ne bi cepili, ker ste alergični na vsebino zdravila, ker ste že odreagirali na cepiva tako in drugače, ker imate takšne in takšne motnje, ki bi lahko privedle pri takem cepljenju do tega in tega, ker so znane kontraindikacije za cepljenje, se vedno cepite. Cepim vse svoje otroke, oba ženo se cepiva in vedno vsakmu, ki me pokliče in že začne zgodbo, joj, ti veš, ko zbli ginekolog, pa bi ti, kaj misliš, moje punce zdaj 6. razred, pa bi se cepila, se rekel, lej, kar nehaj spraševati, pa nakladati, naj se cepi in to slej kaj prej, zdajle, ne jutri. Tako enostavno, no. Je pa seveda zgled, vedno rečeš, jaz sem se cepil. Ne, tudi proti covidu sem se cepil, ne, proti ne vem čemu, vse smo se že cepili, zato da smo lahko šli. Tako da, glejte, če hočeš priti v Brazilijo, iti v Amazonko, moraš biti cepljen proti rumeni mrzlici. Zahtevajo potni list oziroma to dokument na posebna knjižica, da si cepljen proti rumeni mrzlici. Če si, prideš tja, če nisi, ne prideš tja. Nikomur se to ne zdi sporno, kratenje pravic, blatenje demokracije, ne vem, bedarije, skratka. Nima to veze s tem, a ne?
Pa, ko ste glih omenili, še to mogoče, kakšno je pa vaše mnenje do, recimo, ko se zdaj govori o teh cepilnih potnih listih, da bo treba pač dati dokaz cepljenja, da boš lahko kam potoval, ali pa recimo po drugi strani pogojevanje vpisa v vrtec ali pa v šolo s tem, da so otroci cepljeni. V bistvu se to vse navezuje na tisto, kar sem že deloma omenil, ampak nisem pa, bi rekel, tako strukturiral, da bi bilo jasno. Vedno moramo računati pri teh cepljenjih, da cepljenje zaščiti že posameznika, ampak cepljenje ima še eno dodatno vrednost, se pravi zaščito tudi ljudi okoli tega nekoga, ki se je ali ki se ni cepil. In zdaj v razredu, kjer je večina otrok cepljenih, govorimo zdaj o nekem šolskem cepljenju, imaginarnem, ampak jih je seveda polno, in nek otrok med njimi, ki zaradi nekega zaresnega medicinskega stanja, ne zaradi medicinskega stanja njegovih staršev, ne more biti cepljen, je zaščiten, ker so sošolci cepljeni. In sošolci so cepljeni zato, ker so lahko cepljeni. In jim cepivo kot tako zares ne more škoditi, kot bi njemu škodilo. In potem imamo vsi srečni zgodbo pač te bolezni pri nas ni. Tako da to je zdaj v tem delu odgovor, zakaj bi potem takšni otroci ne smeli stopiti v šolo, zato ker ogrožajo druge, prav takšne, ki se ne morejo cepiti. Tako da sicer to je tudi seveda predvsem politično in tudi sociološko vprašanje, kaj zdaj s temi otroci narediti, ker stopimo zdaj v drugo zgodbo. Otrok zase ni sam odgovoren. In kaj zdaj, ko se je mama odločila oziroma starši, da se ne bo cepil? Zdaj tega reveža prekrajšati za šolanje, pa na ta način preko otroka pritisniti na starše, in da in ne. Težko se zdaj izreče, vsekakor pa moramo nekaj narediti, da otrok, ki se ne morejo cepiti, zaščitimo z razredi oziroma z sošolci, ki so cepljeni. Pravega nasveta oziroma modus vivendi za to seveda ne morem dati jaz, bi nas moglo biti več, pa mogoče stvari predebatirati, ampak vsekakor. To, kar se tiče pa odhoda v tujino, jaz verjamem, da se bo še letos zgodilo, da če boš hotel kam priti, boš moral imeti s sabo potrdilo, pa to ne en kartonček, na katerega nekdo nekaj našrafiral, pa štempilko gor, ki se da ponarediti ali posposoditi pritisnil, ampak bo podobno, kot je pač zdajšnji potni list z vsemi nekimi biometri vpisanimi noter, dokazili, da si bil res cepljen. Saj ste videli, kaj se je zdaj dogajalo, s kakšnimi potrdili, da so bili negativni na korona, so prihajali, pa so jih kupili, ponaredili, spremenili datume, osebe zamenjali in tako naprej. Isto se bo dogajalo s tem cepljenjem. In zdaj, če bo hotela neka država, ki zares živi od turizma, v naši bližnji ali daljni soseščini, to nekako tudi preživeti, narediti varno za turiste in za svoje prebivalce, nenazadnje bojo najbrž mogli kaj takega uvesti. Okay. No, zdaj pa v bistvu greva tudi na našo današnjo glavno tematiko. Pred kratkim je v bistvu minil teden, ki je bil posvečen preprečevanju raka materničnega vratu, ki ga v bistvu povzroča virus HPV, humani papiloma virus. A nam lahko na tak zelo preprost način, kot popolnim laikom razložite, kaj je HPV, kakšne okužbe povzroča in kakšne so posledice te okužbe? HPV je iz skupine DNA virusov, zelo široke skupine virusov, ki povzročajo okužbe pri človeku. Trenutno je znanih več kot 220 tipov tega virusa, se pravi različnih pasem, če bi govorili zdaj o psih, 220 teh pasem HPV-ja imamo, samo nekateri so zares nevarni. Najbolj nevarna za razvoj sprememb, ne samo na materničnem vratu, ker je sicer naša glavna tarča, ampak tudi recimo na zadnjiku, žrelu, penisu, deloma tudi nožnici, zunanjem spolovilu, ampak predvsem na materničnem vratu in na anusu, sta 16 in 18. Ne bom utrujal s številkami in tako naprej, pa tudi boste zdaj verjeli, da jaz nekaj vem, bom zdaj še nekaj 5 številk povedal, ne bom, ampak važno je, da razumemo, da so številčeni, zato, da jih znamo tudi iskati. Torej, ko naredimo test na HPV, nas tudi zanima, ali lahko določimo, kateri od bad gujev je bil najden v tem HPV-ju, če smo slučajno na HPV pozitivni. In imamo potem HPV, ki niso zares nevarni, povzročajo pa recimo zelo nadležne stvari, kot so kondilomi oziroma genitalne bradavice. Nadležni so v tem smislu, da pač
vsak, ki majčkeno razume stvari in ko te vidi z genitalnimi predivicami, ve, da si bil spolno okužen, ve, da si se okužil pri spolnih stikih. Dostikrat dobim od svojih pacientk vprašanja, joj, doktor, kje sem pa jaz to dobila? Bi lahko to dobila na WC-ju? Ja, lahko bi, gospod, odvisno, kaj ste tam počela, ne? Tako da HPV se praktično izključno prenaša z spolnimi stiki, oziroma bom bolj točen, s stiki koža na kožo. Zato tudi uporaba kondoma prenosa HPV-je v popolnosti ne zaščiti, ker se lahko prenaša s korena penisa, ki ga kondom ne pokrije, z modnika, z kože in tako naprej. Torej, HPV je zelo veliko vrst in povzročajo različne spremembe na telesu, predvsem bradavičaste in pa te predrakaste in končni fazi rakaste. In HPV je zdaj tarča današnjega pogovora, tarča boja proti raku na materničnem vratu, odkar so dokazali, da praktično v 100% zadolžen za razvoj raka ploščatocelične oblike, to je ta najbolj pogosti rak na materničnem vratu. Nekoč je bila zgodba tega HPV-ja izjemna. Skratka, ženske do 50 leta so najpogosteje umrle, gledano vse, prometne nesreče, epidemije, ne vem kaj, zaradi raka na materničnem vratu. Zaradi raka na materničnem vratu. Tako pogost je bil. No, potem so pa predvsem bolj razvite ali pa bom rekel države, ki so več denarja vložile v javno zdravstvo, kamor je pasala tudi Slovenija, razvile presejalne teste, pri katerih smo ugotavljali okuženost oziroma posledice okužb z humanim papillomavirusom. To je ta bris, ki ga ženske pa nas daje na 3 leta, kjer ne zaznamo direktno okužbe, zaznamo pa spremembe, ki jih takšna okužba povzroči. Se pravi, mi najdemo nek dogodek, ki se je bil lahko zgodil tudi pred 10-20 leti. Se pravi, gospa se je takrat v živahnih letih okužila, zdaj šele je pa zbolela. In to zaznamo. Se pravi, mi zdaj ne preprečujemo zares okužbe s HPV-jem, preprečujemo pa resne posledice, kot je razvoj raka. Se pravi, žensko ujamemo v predrakasti obliki bolezni, tisto nekaj malega na materničnem vratu odrežemo, najbolj pogost način zdravljenja je ta, ženska je forever, brez okužbe s HPV-jem oziroma verjetnost, da bi se okužba ponovila in da bi šla nemoteno naprej v rakasto obliko, se izjemno zmanjša. Za razliko od časov, ko se to ni dogajalo. Se pravi, zdaj, če strnem, HPV, spolno prenosljiva, celo najbolj pogosta spolno prenosljiva bolezen. Študije so pokazale, da so 80% ljudi, ki so bili kadarkoli v življenju spolno aktivni, okuži s HPV-jem vsaj enkrat v življenju. In na srečo 95% od teh ljudi, ki se kdaj okužijo, nikoli ne zboli zaradi HPV-ja. Ampak jih imunski sistem premaga. Problematičnih je tistih 5%, kjer pa je okužba bodisi stalna, bodisi je naredila toliko sprememb v telesu, da bo kasneje prišlo do predrakastih in rakastih sprememb okuženega tkiva. Pri ženskah je to maternični vrat, tudi anus pri ženskah, vsekakor anus pri moških, predvsem pri moških, ki imajo odnose moški z moškim, pa tudi kar nekaj grla, tudi nekaj karcinomov povzročenih z prenosom HPV-ja je v grlu. Več kot imamo veliko svobode in idej v spolnosti, tem več je mest, kamor je ta HPV vstopil in nas tudi okužil in lahko povzroči predrakaste in rakaste spremembe. Torej, tako kot ste omenili, da v bistvu 80% ljudi dejansko lahko nosi HPV v sebi. Velik problem je torej to, da je zelo veliko ljudi okuženih s tem virusom, ne vejo, kje in kdaj so se okužili in lahko to okužbo v bistvu brez težav širijo naprej. Torej, ni isto tako. 80% ljudi se okuži, vendar to okužbo premagajo in niso trajno okužni. Predvsem to velja za ženske. Zadnje raziskave kaže, da so moški bolj dolgotrajno okuženi. Ampak pri njih je škoda, razen na zadnjiku, relativno majhna, se pravi, predrakastih in rakastih sprememb razvijajo relativno malo v primerjavi z materničnim vratom pri ženskah, kjer je, bi rekel, glavni fokus sprememb. Predrakastih, in če se te ne odkrijejo ali ženska ne hodi seveda na preglede in stvari zamudimo, tudi rakastih. Okay.
Zanima me zdaj pa, proti virusu HPV se pač, tako kot sva že v bistvu povedala, se lahko cepimo. Ali to cepljenje zagotavlja dobro zaščito proti okužbi z virusom HPV, pa kako dolgotrajna je ta zaščita? A je dovolj recimo, da se cepimo enkrat ali je treba cepljenje ponavljati? Ja, torej učinkovitost cepiva je odvisna od tega, ali se cepimo, preden smo imeli svoje prve spolne stike ali ne. Zato je pomembno, da pač cepimo naša dekleta, potem bomo tudi verjetno nekaj o fantih spregovorila, pa bo zdaj enkrat govorila o dekletih, preden začnejo spolno živeti. Se pravi, označili smo, da so te varne cone, ko je mehanizem izdelovanja protiteles, se pravi imunski odziv pri mladih ljudeh na vrhuncu, se pa smatra, da še niso spolno zaživeli. Zdaj nekateri se blazno zgražajo, kje ste zdaj to potegnili mejo pri 12 letih, kdo ima spolne odnose pri 12 letih. Torej, ni nujno, da so to spolni odnosi s penetracijo, dovolj so tudi že lahko dotiki. Zdaj, okolje, iz katerega ta družba izvira, se pravi katoliško, vsaj v ozadju, če ne že v trenutnem življenju, vendarle daje neke zavore prezgodnemu spolnemu življenju, vendarle, medtem ko so študije recimo v protestantskih deželah, kot je na primer Škotska ali pa Anglija, pokazale, da je pri 12 letih imelo že 50% deklet spolne stike. Tako da, ker se seveda mi zgledujemo po onih tam čez in tako naprej, se pravi, ta meja nič napačno potegnjena, je pa bistveno, da se seveda cepimo, kot smo rekli, če hočemo imeti maksimalno zaščito, ki trenutno cepivo lahko nudi, čim prej. Zakaj govorimo o maksimalni zaščiti? Torej, cepivo ne more 100% zaščititi pred rakom na materničnem vratu, kajti pokriva zaenkrat 7 tipov od kakšnih 10, ki so zadolženi za povzročanje sprememb na materničnem vratu, vključno z rakom. Vse najbolj pogoste in še njihove sorodnike, kajti tudi navzkrižno lahko delujejo relativno dobro. Se pravi, trenutno ocenjujemo, da je ta zaščita več kot 90%, ni pa 100%. Ker se opaža. Bom zdaj drugače povedal. Večina rakastih sprememb na materničnem vratu gre, hvala Bogu, preko neke predrakaste faze, ki kar nekaj let traja. In smo rekli, v tej fazi žensko ujamemo s te našimi brisi, to pozdravimo in here we go, brez nekih večjih tragik naprej. Vendar, vseh seveda ne moramo poloviti in posebej ne tisti, ki ne hodijo na preglede, zato to ni zares preventiva, to je že lovljenje tistega, kar smo zamudili, pa potem skušamo za nazaj popraviti. Edina prava izbira je seveda cepljenje. Ena zelo dobra danska študija je bila, tam imajo precej višjo precepljenost kot pri nas, ki je zbrala dekleta, ki so se cepila v osnovni šoli in recimo so dali v eno kohorto 1000 takšnih deklet, ki so bila cepljena in drugo 1000 takšnih, ki niso bila. S tem, da tiste, ki niso bile, bilo zelo težko najti, hvala Bogu, ampak so jih nabrali. In razlika je bila enormna. Se pravi, v skupini teh, ki so se cepile, mislim, da je bilo samo 4 oziroma eno so, pa niso, 5 takšnih, bomo šli navzgor, da ne bojo rekli, da sem pristranski, 5 deklet, ki so razvile predrakasto spremembo. In bi seveda, če se ne bi zdravile, imele možnost, da postanejo rakaste. V oni skupini, ki se ni cepila, je bilo takšnih 38. Se pravi, razumete zdaj to razliko v teži in nedvomno bi to je bila, zdaj to študijo vam vlečem zato, ker je cepivo še premalo časa zunaj, oziroma premalo časa se z njimi kjerkoli na svetu cepimo, da bi se lahko posledice razvoja v rak že zares absolutno pokazale. Se pa pokažejo posledice predrakastih sprememb, ki se pojavijo prej kot rakaste. Torej, za razliko od bradavic, proti katerim je tudi v tem cepivu, je tudi cepivo narejeno proti tem bradavicam, ki jih povzroča HPV, se pravi tip 6 pa 11. Tudi proti tem imamo cepivo znotraj tega istega cepiva. Tam je seveda reakcija oziroma uspeh cepljenja viden takoj. Ker inkubacijska doba je tam 3 mesece do maksimalno 3 tedne do maksimalno pol leta. In so videli, da med mladimi, tam, kjer je recimo Avstralija, kjer je precepljenost zelo dobra, praktično bradavic ni več.
Ne? Ampak za ta učinek, ko se danes zdaj govoriva rak materničnega vratu, ki pa se razvije 10-20 let, bomo morali pa počakati, da bomo videli ta velik upad raka oziroma predrakastih sprememb, ne, se večinoma jih polovimo v tej fazi, a ne, pa na daljši rok. Ampak se že kaže, absolutno. Kakšna je pa učinkovitost cepiva oziroma v tem smislu, če se deklice cepijo v 6. razredu, tako kot ste rekel, je treba to ponavljati ali je dovolj samo ta Se upravičujem, to ste tudi vprašala. Ja, v redu. Torej, cepivo menimo, da je zaenkrat doživljenjsko. Se pravi, do 15. leta rabimo 2 dozi, še celo to kažejo študije, da bo mogoče zadosti 1, ampak pustimo zdaj, kaj bo. Trenutno se cepimo 2-krat in sicer prvič, recimo danes, a ne, in naslednjič čez 6 do 12 mesecev. Celo do 13 mesecev, ampak pustva, se pravi, da čez 6 do 12 mesecev moramo to cepivo ponoviti. Če smo starejši od 15 let, zakaj? Ker naš imunski sistem pa ni več tako vrhunski, kot je, a ne? Do 15. leta pa rabimo 3 doze, se pravi sedaj, čez 2 meseca od sedaj in čez 6 mesecev od sedaj, da bi bili spet, menimo, doživljenjsko zaščiteni. Zdaj imamo tle spet eno vprašanje od naših poslušalcev oziroma udeležencev te razprave in piše: v Sloveniji so bile deklice po letu 2010 rutinsko cepljene proti okužbam s HPV s 4-valentnim cepivom. Bi priporočali, da se te deklice cepijo ponovno in sicer z 9-valentnim, ki je sedaj na voljo? Pa mogoče samo še moj dodatek, a tega 4-valentnega ni več? 4-valentno je sicer še na tržišču, vendar se zaradi pač veliko večje učinkovitosti 9-valentnega ne uporablja zares. Se bi ga pa dalo seveda najti, kupiti in tako naprej, ampak nima smisla. Vprašanje v bistvu je zelo dobro, tudi sam večkrat o tem premišljujem. Res je, da sta, torej, zdaj se pa moramo k številkam zateči, se pravi 4-valentno cepivo cepi proti 6 in 11, ki povzročata bradavice, pustimo zdaj te na stran, toliko da razumemo, in proti 16 in 18. 16 virus, se pravi HPV tip 16, je zadolžen za dobrih 55% vseh predrakastih in rakastih sprememb. Samo ta 16. 18 zraven še za dodatnih, mislim, da 17%. Se pravi, ta dva skupaj že stvari pomaknete tam na majčkeno manj kot 80%. Glede na to moramo upoštevati, da pokrivata tudi skoraj da v 100% vse viruse, vse tipe, ki so se sorodno razvijali iz teh, se pravi, da so, bi rekel, izjemno podobni, kar se tiče svojih determinant in prepoznavanja se strani našega imunskega sistema. Se pravi, tukaj je zdaj ta catch, da so veliko bolj skratka. Ta kombinacija tega cepljenja je bila tam do 80% učinkovita. Za nadaljnjih 10% smo pa dodali tiste, oziroma so pa dodali tisti proizvajalci pa dodatne, in sicer naslednje najbolj pogoste, s tem so pokrili še naslednjih dobrih 10%, tako da zdaj učinkovitost že čez 90%. Še vedno srečam, in to je res, se pravi, ko pridejo k meni v ambulanto pacientke, ker se s tem pač ožje ukvarjam, in imamo te razprave. Ste bila cepljena? Sem bila cepljena 4-valentnim, ja, sem bila 4-valentnim in tam najdem takšno, ki je bila 4-valentnim cepivom cepljena, ki ima predrakasto spremembo. Medtem, ko se te, ki so bile z 9-valentnim cepivom, ne spomnim nobene, da bi videl, res pa je, da so A, še mlade, B, so komaj vstopile v spolno življenje, te prve, ki so se z 9-valentnim cepivom cepile, in tudi časovno še ni dovolj časa, da bi se predrakaste spremembe razvile, tudi če so na tem, da se razvijajo. Tako da zaenkrat je to še nehvaležno, tako da vprašanje je dejansko na mesto, ali zdaj cepiti zaradi tistih 10% boljše zaščite še enkrat ali ne, kajti pomenilo bi to, zdaj so pa to seveda odrasle ženske, oziroma mlade ženske, da bi rabile dobiti 3 doze cepiva. Vsekakor, začnimo tukaj, ne more škoditi. Vsekakor se ne bo nič zgodilo, zaradi tega dodatnega ponovnega cepljenja. Vprašanje pa je, koliko je to, in študij je premalo, ki bi pokazali, da je benefit ponovnega cepljenja res tolikšen, da bi se človek šel še enkrat cepiti.
Tukaj pa zdaj ne more dati nekega gladkega straight odgovora. Zdaj sva govorila predvsem o cepljenju mladih deklic. Tle je prišlo eno vprašanje tudi od naših udeležencev, pa tudi mene v bistvu zanima, kako je pa cepivo učinkovito za osebe starejše od 30 let, recimo, ker veliko žensk ima pač okužbe s HPV-jem in s temi povezanimi boleznimi tudi kasneje v dobi, ko so že spolno aktivne, ko imajo mogoče tudi že otroke. A tudi njim priporočate cepljenje in kako učinkovito je cepljenje v tem primeru? Ja, absolutno. Odlično vprašanje. V bistvu sem že prej razmišljal, da ne bi bil s temi svojimi odgovori preveč klobasast pa dolg, kam še to uriniti, ampak vsekakor. Torej, nikakor ni cepljenje namenjeno samo tem 12-letnikom v 6. razredu osnovne šole. Tam je efekt, smo rekli, najboljši, ker se s HPV-ji v svojem življenju sploh še niso srečali. Se pa je ta zaščitenost res visoka. Zdaj pa vzamemo 30-letno gospo, ki ste recimo omenila, ki ima že neko predrakasto spremembo, naprimer, mogoče smo že celo zdravi, se pravi, smo to nekaj izrezali, in zdaj njeno vprašanje, a zdaj zanjo prepozno, da se cepi, nikakor ni prepozno, da se cepi. Verjetnost, da je to spremembo povzročilo več podtipov virusa je zelo majhna. Torej, njo moramo zaščititi pred ostalimi tipi, s katerimi se spolno še ni srečala. Zdaj pa tisto vprašanje, kako pa bi se zdaj ona spolno s temi ostalimi tipi srečala? A, živahno živi, B, ima nezvestega moža, C, je mlada ločenka ali bog ne daj vdova, in je zdaj, kot rečemo, spet na tržišču in zdaj, dokler ne najde novega partnerja, bo imela še nekaj novih spolnih odnosov, dokler ne ugotovimo, da je ta prav, tako da tašne vsekakor za zaščito, ampak moramo še nekaj drugega vedeti. Raziskave so pokazale, da ženska, ki je že imela predrakasto spremembo, recimo ravno ta 30-letna gospa, o kateri govoriva, ima za 80% manjšo verjetnost, da se bi ta zgodba njena ista ponovila, če se bo zdaj, kljub temu, da je to že imela, cepila. Se pravi, cepivo ni zgolj samo preventivno, vsaj deloma deluje tudi kurativno. Za kar sicer ni bilo prvotno niti mišljeno, da bo razvito, ampak so zdaj stvari pokazale, da je to dejansko tako. Da se splača vsekakor tudi ženskam, ki so že imele spremembe, cepiti. Vsem ženskam, ki, bi rekel, imajo več kot enega spolnega partnerja, ali za katerega ne more dati roke v ogenj, pa kdo je lahko da je absolutno zvest in tako naprej. Vse te ženske se lahko cepijo. Potem pa spet druga, do katerega leta se lahko cepijo? Nekje smo prebrali do 45. leta. Ja, do 45. leta so naredili študije, ampak to ne pomeni, da bo 50-letnica, ki je zdaj frišno ločena in bi se rada zaščitila pred bodočimi stiki, pa zato umrla, ker se bo zdaj cepila, ker tam piše do 45. leta. Ne, samo študije niso bile narejene, itak da pomaga. Je pa res, da starejši, ko se cepimo, bi rekel, je neka kvaliteta imunskega odziva slabša, kot je pač pri mlajših. Že tam smo videli, da je neka prva stopnica pri 15 letih, tako da pač z vsakim tem letom je ta imunski odgovor verjetno nekoliko slabši, ampak nikakor ne toliko slab, da se ne splača cepiti. Absolutno, cepljenje. Okay. Zdaj pa se dotaknemo še malo cepljenja fantkov oziroma dečkov, pa mogoče tudi moških. V bistvu je do zdaj veljalo, da pač se cepi samo deklice, mislim, da se zdaj zadeva spreminja in da bo zdaj obvezno, pač priporočljivo cepiti tudi fantke. Kakšna so v bistvu ta priporočila, me zanima, a gre tukaj za isto starost kot pri deklicah ali je kakšna razlika? Ja, gre za isto starost, kot je pri deklicah, gre za isto cepljenje v času tega šolskega pregleda v 6. razredu, tako da ni zdaj potrebno dodatnih obiskov pa dodatno obremenjevanje zdravstvene službe oziroma šolske medicine. Z tega vidika smo se tako odločili oziroma so se odločili, da bi to ostalo v 6. razredu. Večina evropskih razvitih, pa tudi ostalih držav na svetu cepi tudi dečke. Kar leta je trajalo, da smo to v naši državici pririnili do tega, da so zdaj to potrdili in da lahko pričakujemo začetek cepljenja z letošnjim šolskim letom v septembru.
se pravi za otroci, ki bodo letos vstopali v 6. razred. Zakaj? Ena od nujnosti je zato, ker so deklice relativno slabo precepljene. Se pravi, v tem minulem letu smo končno dosegli, pa daleč od tega, da bi dosegli magično številko, 60% precepljenosti deklic. Da bi bili zares nekako zadovoljni s precepljenostjo, bi moralo biti vsaj 80%. In zdaj seveda na ta način pomagamo tem precepljenim populaciji, pa z dečki, ki tudi ne bodo več prenašali HPV-ja. Ampak to je samo en del zgodbe, ki govori o raku na materničnem vratu. Rekli smo, da rak anusa je tudi precej problematičen in v veliki meri povzročen s humanimi papilomavirusi. Torej, moški, ki imajo spolne stike z moškimi, na ta način s cepljenjem sploh niso bili zaščiteni. Med njimi so seveda tudi biseksualci, ki od ženske dobijo virus, ga prenešajo zdaj v moško družbo in tako dalje, da ne gremo v detajle, ki se jih lahko vsak po svoje predstavlja. Ampak stvar se deluje tako, se pravi, z ene skupine prehaja v drugo skupino. Tudi ni zanemarljivo, pa kako se recimo, ne vem, 16-letnice sploh okužijo, ali pa 15, ali pa 18-letnice, kje se zdaj one sploh okužijo, kje so se pa ti fantje, ki jim to prinesejo, okužili. V glavnem niso tega fantje prinesli, v glavnem so jim prinesli starejši moški, ki so, kako bi rekli, dekletom bolj zanimivi. Se pravi, moški so dalj časa pozitivni na HPV, ne tako kot ženske, ki se večinoma zelo hitro znebijo tega HPV, v letu 2-3 mogoče največ, in so iz svoje generacije prenesli v to spodnjo generacijo starostno HPV, ki se zdaj seveda potem razširi znotraj tega kroga. Tako da bistveno več ljudi zaščitimo, če cepimo tudi dečke. Bila je tudi ena švedska študija narejena, ki je pokazala specifično za nekatere države, med katerimi je bila tudi Slovenija, da bi se absolutno z javnozdravstvenega vidika splačalo cepiti dečke, kar se tiče blagajne in seveda posledice zdravljenja moških, ki zbolijo zaradi teh stvari, in seveda žensk, ki bodo zdaj manj obolevale, ker bo več moških cepljenih. Se pravi, in na moški in na ženski strani precejšen plus. Kako pa je tudi tle mogoče podobno vprašanje kot prej, kako je pa s starejšimi moškimi? A se tudi njih splača cepiti? Tudi recimo pol, ko so že spolno aktivni starejši, recimo po 30. letu? Ja, vsekakor se izplača cepiti. Zdaj, prej v uvodu, da ni bilo vsega preveč, nisem tega povedal, ampak ena od bistvenih stvari je, zakaj zdaj to cepivo, v bistvu eno prvih cepiv, oziroma sigurno je bilo to prvo cepivo, katerega cepljenje je bilo absolutno mnogo boljša zaščita, kot da si ti bolezen prebolel. Ker zdaj tako velja, če si ti črne koze prebolel, slučajno preživel, nemogoče, da bi se še kadarkoli okužil, recimo. Ob cepljenju je bil nek promil nekih ljudi, ki so pa še pol nekaj blago zboleli in podobno. Tukaj pa je ravno obratno. Zakaj? Zato, ker virus neposredno vstopi v celice, recimo materničnega vratu, in se takoj skrije pred našim imunskim sistemom. Mi pa cepimo v roko, v mišico in izpostavimo te umetno pridobljene partikle virusa celotnemu imunskemu sistemu, ki zdaj zagrabi s polno paro in izdeluje protitelesa na eni blazno večji, se pravi na 10⁶, recimo milijonski razliki od normalne okuženosti, plus tega, da izdeluje protitelesa, ki se tam sploh ne razvijajo, to so telesa tipa IgA, ki se izločajo v sluzi, ne samo v slini, ampak tudi v sluznici nožnice in že tam preprečijo prvi kontakt in vstope samih virusov. Če pa je ženska trajno okužena, da ni mogla preboleti te okužbe, pa vsakič, ko se ti virusi dvignejo navzven in bi lahko okužili njenega partnerja, jih ta protitelesa v njeni sluznici polovijo. Tako da absolutno je to, bi rekel, ta trigger, zakaj je tukaj recimo cepljenje mnogo bolj učinkovito kot naravna okužba. Zdaj, pri moških je pa tako. Moški so seveda bili in bodo okuženi, cepljenje velja enako, se pravi, verjetnost, da se bodo nekje drugje od neke druge ženske okužili in potem to naprej prenašali, je bistveno manjša. Ali bodo pa zdaj virus, ki ga mogoče trajno nosijo v sebi, uspeli na ta način s cepljenjem premagati, pa ni zadosti študij.
Se pravi, recimo, da sem jaz okužen z virusom tipa 18, in zdaj se cepim, ali bo zdaj to vplivalo na to, da ne bom več kužen za naprej, teh študij pa ni zadosti, da bi lahko trdili, da se tudi to splača. Ampak bila enako, ločenci, vdovci, nezvesteži in tako naprej, cepite se, Da ne govorim o moških, ki imajo spolne stike z drugimi moškimi. Se pravi, cepljenje je v bistvu v tem primeru zelo koristno in lahko zelo zmanjša možnost, da zbolimo. A je možno, da če se recimo res razširi ta program cepljenja oziroma se precepijo vsi, da virusa ne bo več? Verjetno ne, ker jih je toliko različnih. Drugače bova povedala. Verjetnost je, da bo Svetovna zdravstvena organizacija napovedala eradikacijo raka na materničnem vratu, podobno kot je napovedala eradikacijo črnih kost in jo potem tudi dosegla. Ja, to je možno, absolutno je to možno, ker dejansko smo rekli, edini povzročitelj prenaša se spolno, če se populacija zaščiti, se ta virus nima od nikoder priti, pa ne bo nekje zdaj na veji visel, pol bo tako, kot klop spomladi padel nate, pa te piču, tega ni. Tako da na ta način bomo absolutno lahko stvari preprečili. Drugo vprašanje se tukaj pojavlja, ker zdaj, če dalje več držav uvaja to cepljenje in se to dejansko širi, ker se prvi efekti zares dobri, ali bo industrija sposobna proizvesti toliko cepiva, kot bo svetovne potrebe. Mogoče bo tukaj catch. Ne več volja, da bi se cepili, ampak možnost, da bi se cepili. Ok, pa zdaj imamo pa tle še eno vprašanje tudi od naših poslušalcev, malo se vračamo v bistvu nazaj. Večina pojavov virusa HPV in tudi sprememb na celicah materničnega vratu izgine samih po sebi. A lahko k temu, kako prispevamo še bolj tudi sami? Ne vem, z načinom prehrane. Ja, z nekaterimi stvarmi vsekakor stres negativno vpliva na to, na sam potek okužbe, potem zelo negativno na potek okužbe vpliva, kdaj v življenju smo se okužili. Se pravi, zelo mlade dekleta, še najstnice, nimajo zares zrelega mehanizma in niti ne površine na materničnem vratu in so za okužbo veliko bolj dovzetne kot recimo starejše ženske. Pa starejše ženske, zdaj ne mislim babico pri 50-ih, ampak mislim žensko staro 24-25 let. Ne delam si pa utvar, da bo zdaj zaradi tega mojega nasveta prve spolne odnose odtegnile do takrat. Govorijo pač v teoriji, kako to zgleda. Potem kajenje. Kajenje je grozovit faktor. Vsi povezujemo kajenje z rakom na pljučih. Kajenje, rak pljuč, to imamo vsi nekaj v glavi. Kaj boste rekli, če vam rečem, da je rak na materničnem vratu 4-krat bolj povezan s kajenjem kot rak na pljučih? In pa recimo za zraven, rak na mehurju 5-krat bolj povezan s kajenjem kot rak na pljučih. Tako da kajenje je absolutno zelo škodljiv dejavnik, kar se tiče slabe napovedi izplena iz okužbe s HPV-jem pri teh ženskah. Pa seveda večje število spolnih partnerjev, večja je verjetnost, da nabašeš na takega, ki je okužen. Celo večja nevarnost je, da se pač okuži z nekaj tipi in vseh vprašanja, ali bo telo uspelo obdelati ali ne. Se pravi, kar se tiče promiskuitete, manjša kot je, večja je možnost, kasnejši spolni stiki, dobra zaščita v spolnih stikih, absolutno seveda cepljenje, pa nikakor ne kajenje. Zdaj, ali alkoholizem kot tak vpliva neposredno ne, ampak oslabitev imunskega sistema, bodi si zaradi jemanja nedovoljnih substanc, bodi si zaradi alkoholizma, bodi si zaradi drugih stvari, ravno tako privede. Stvari, o katerih pač ne govorimo, ampak ljudje, ki so zelo izpostavljeni, so ljudje, ki sicer jemljajo imunosupresivno terapijo, pomeni jemljajo zdravila zato, da na primer ne zavrnejo presajene ledvice. Ljudje, ki so okuženi s HIV-om in imajo zaradi tega znižan imunski odgovor. Ljudje, ki jemljajo nekatera biološka zdravila, na primer za zdravljenje psoriaze oziroma luskavice po slovensko in podobno. Tako da teh skupin je kar nekaj. Zdaj pa še v bistvu moje zadnje vprašanje, preden bova zaključila. Kako pa kaj v bistvu zdaj ta pandemija oziroma epidemija koronavirusa vpliva mogoče na odkrivanje predrakavih sprememb pri ženskah?
zelo veliko novic smo brali v zadnjih mesecih, kako se prav zaradi epidemije in pač pritiska na zdravstveni sistem ful manj vrst raka oziroma primerov raka odkrije. Kakšen trend pa vi zaznavate pri vašem delu? Torej, v tem času raka na materničnem vratu nismo odkrili manj, smo pa odkrili za 10% manj predrakastih sprememb. Zdaj, predrakaste sprememba rabi 3 do 5 let, da se v nekih 20%, se ne vse, ampak v nekih 20% spremeni v rakasto. Se pravi, tukaj imamo še in okno časa, da to najdemo, in pravi čas ukrepamo, predno smo stvari zamudili. Tako da, kar se tega tiče, imamo neke zamude, vendar ne veliko. Bali smo se, da bojo stvari veliko slabše, ampak smo vsi, ki se s tem ukvarjamo, zaposleni dali res veliko od sebe, da smo te zaostanke nadoknadili in da smo kar se da ažurno obravnavali pacientke z spremenjenimi brisi, ki so pa zaenkrat, dokler cepljenje ne bo vse splošno in ne bo večina populacije precepljene, v bistvu edini preventivni, čeprav ni čisto preventivni način lovljenja, predno se rak sploh razvija. Pri nas imamo na 3 leta, recimo, Ja. ginekološke brise. A se vam zdi to dovolj? 3 leta je v bistvu kar dolga doba, da se zadeve zgodijo oziroma spremenijo. Ja, torej 3 leta je dokazana doba, v kateri se, če je bil prejšnji bris kvalitetno dozet in je bil negativen, in se v tem času pojavi zdaj ta predrakasta sprememba, da jo ujamemo, predno postane rakasta. To ni samo teorija, to vidimo tudi v praksi, kajti kljub temu, da smo šli zdaj iz tistega, ko so včasih vsako leto jemali brise, na 3 brise, smo v bistvu postali nekako svetovna uspešnica, pa ne nekako, absolutna svetovna uspešnica. Tudi v biltenu januarja Svetovna zdravstvena organizacija objavlja en prispevek oziroma en članek z naslovom Turning Tide oziroma Obrnjena plima, ki govori eksplicitno in samo o Sloveniji in o njenem uspehu pri odkrivanju raka materničnega vratu oziroma pri preprečevanju nastanka materničnega vratu, ravno zaradi tega državnega programa Zora, ki je v bistvu tako učinkovit, da je polovil, kljub temu, da smo na 3 leta. Spremembe se seveda tudi na tem področju pojavljajo in sicer seveda še boljše. Torej, tik smo na tem, da spremenimo način jemanja pap brisov. Zdaj tista palčka, ki jo podrgnemo po stekelcu, se bo počasi zamenjala s tekočinsko citologijo, pomeni, da bomo z eno krtačko v kozarček namočili vsebino brisa in bo to deloval v laboratoriju na nekoliko drugačen način, po nekaterih kriterijih celo boljši, bolj natančen, izbarvan, ki se bojo zdaj omogočala, bomo lahko več stvari zaznali. Ne nazadnje iz istega enega brisa naknadno naročili, poklicali laboratorij, dajte pogled še za HPV in tako naprej. In mogoče v končni stopnji prešli, zdaj da ne bom prehiteval dejanskih dogodkov, ampak tudi o tem se veliko pogovarjamo, iz tega 3-letnega jemanja brisa po papa Nikola oziroma pap na kratko ali citologijo, ne glede na to, ali bo zdaj to razmazano ali pa to v tekočini, na jemanje HPV-ja. In to na 5 let. Se pravi, ne več na 3 leta, ampak na 5 let jemanje HPV in samo tiste, ki so HPV pozitivne, obdelujemo naprej. Tiste, ki niso, se pa tudi v naslednjih 5 letih ne bo nič zgodilo. Okay. Zdaj pa res čisto zadnje vprašanje še iz publike. Nekdo sprašuje, če lahko priporočate še kakšno spletno stran za branje na to temo in predvsem stranskih učinkov. Stranskih učinkov, cepljenja ali česa? V bistvu, da se lahko še informiramo o tematiki. Ja, vsekakor je to spletna stran Zore, se pravi na Onkološkem inštitutu, državni presejalni program Zora ima zelo, zelo dobro tehnično pokrito spletno stran, kjer so sproti objavljajo novosti, od tega, kar sem prej omenil, do splošnih številk, do tega, kako se to v svetu, v Sloveniji odraža, kakšni so trendi in tudi bolj enostavne stvari, kaj zdaj to pomeni. Imamo sekcijo za profesionalce, imamo sekcijo za ženske oziroma za uporabnike, tako da se lahko vsakdo tam znajde in je zares veliko informacij kvalitetno narejenih. Okay.
Super. Docent dr. Meglič, najlepša hvala za vaš čas, za vse te odgovore, ki ste nam jih dali. Jaz upam, da je bilo informativno, da so povedala kaj, oziroma da ste povedali kaj zanimivega. Hvala tudi vsem, ki ste naju poslušali in lepo popoldne še naprej. Pa se vidimo ob naslednji priložnosti, na M-čemu se bomo še naprej trudili, da odpiramo take pomembne teme in govorimo o različnih tematikah. Hvala lepa in lepo popoldne vsem. Hvala za priložnost, da sem kaj povedal. Hvala. Nasvidenje.